in lepo pozdravljeni na Slovenski matici, na še enem izmed matičnih predavanj iz cikla Pozabljena zgodovina. Najprej bi rada opravičila našo tajnico urednico, doktorico Ignacijo Fridel-Jarc, ki se danes ni mogla udeležiti tega predavanja, tako da bom jaz naredila tole kratko uvodno predstavitev. To predavanje, ki ga bomo danes poslušali, doktorice Barbare Vodopivec, ima naslov Razbiranje molka skozi družinsko zgodovino, usoda bratov Conte pred drugo svetovno vojno in po njej. Nastalo pa je na podlagi raziskave, predstavljene v znanstveni monografiji, ki jo imate tudi tukaj danes si možnost ogledati, slišati tišino, družine Oblak, Dobovjušek in Conte v družbeno-zgodovinskem ogledalu 19. in 20. stoletja, ki je šla pri založbi ZRC. Naj povem samo še to, da izvedbo predavanja in posnetek, ki si ga boste lahko potem ogledali tudi na našem YouTube kanalu, finančno podpira Javna agencija za znanstveno-raziskovalno dejavnost in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije. No pa samo še čisto kratka predstavitev današnje predavateljice, ki jo prav lepo pozdravljam. Zgodovinarka, ki je zaposlena na Umetnostno-zgodovinskem inštitutu Franceta Steleta na ZRC SAZU. Raziskovalno povezuje zgodovinopisje z umetnostno zgodovino, sociologijo kulture in dediščinskimi študijami. V svojem raziskovalnem delu se posveča kulturni zgodovini 19. in 20. stoletja, restituciji umetnostne dediščine, vizualni propagandi, uveljavljanju ženske znanosti in pa razumevanju družbenih sprememb skozi prizmo družinskih zgodovin. Na Univerzi v Ljubljani je doktorirala iz varstva kulturne dediščine, predtem pa je na isti univerzi magistrirala iz sociologije kulture in na Srednjeevropski univerzi v Budimpešti študirala sodobno zgodovino. No in trenutno vodi temeljni raziskovalni projekt o povojni restituciji umetnostne dediščine v socialistični Jugoslaviji. Seveda bi lahko povedali še več, vendar mislim, da je čas, da predam besedo, tako da prosim. Hvala lepa. Je to vključeno? Zdaj bom. Najlepša hvala za to predstavitev. Pa tudi hvala za priložnost. No, sem vesela, da jo imam, da vam predstavim raziskavo, ki je trajala več let in ki pravzaprav že od vsega začetka ni bila zastavljena kot klasična zgodovinopisna raziskava. Še posebej sem vesela in lepo pozdravljam člane družine, ki smo jih raziskovali. Tako da upam, da bo tudi na koncu potem mogoče boste obogatili to mojo predstavitev še s kakšnimi vašimi pogledi. Zdaj, ravno zato, ker tukaj ni šlo za povsem klasično raziskavo, sem tole predstavitev knjige zasnovala v obliki predavanja, kjer bom najprej nekaj več povedala o knjigi oziroma o samem poteku projekta, predvsem z namenom, da pokažem, zakaj je družinska zgodovina pomembna tudi pri razbiranju pozabljene zgodovine. Seveda je to nek trend, tega je vedno več in to je absolutno pozitivno, ker se na ta način niansira zgodovina 20. stoletja. Potem bom pa prišla na dve konkretni zgodbi bratov Conte, Vilibalda in pa Ivana. Prvi Vilibald Conte je do naše raziskave živel samo v družinskem spominu in v eni kratki biografski skici, potem smo ga pa tekom raziskave dobesedno izklesali iz pozabe, postavili celotno njegovo zgodbo. Medtem ko njegov mlajši brat Ivan, o njem je bilo nekaj več znanega, ampak predvsem o njegovem življenju pred drugo svetovno vojno in pa potem o sklepnem delu njegovega življenja, vmesno obdobje, ko se je boril s posledicami zaporne kazni na Golem otoku, je bilo pa manj znano. No in v sklepu bi si pa želela razpravo, da skupaj razmišljamo, zakaj je družinska zgodovina pomembna, kaj nam lahko pove, na kakšen način se jo lahko lotevamo. Zdaj, kot rečeno, ta projekt res ni bil samo namen tega projekta, da sestavimo neko družinsko drevo, ampak smo se že na začetku postavili vprašanje, kako so torej velike zgodovinske spremembe vplivale na življenja konkretnih ljudi, kaj se zgodi z družinami, ko pride do sprememb državnih meja, političnih sistemov in tako dalje. In zato se je raziskava pravzaprav razvijala in nastajala na presečišču zgodovine, spomina, ustnih pričevanj in pa družinske dediščine. Pri delu
delu smo obiskali arhive v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Sarajevu in drugod in smo hodili po domovih, snemali pričevanja, razbirali družinske arhive in predvsem poslušali zgodbe, ki so bile desetletja zamolčane. In po mojem mnenju prav ta kombinacija, se pravi na eni strani trdno arhivsko raziskovanje, na drugi strani pa razbiranje osebnih spominov, je dragocen del tega projekta. In celotna pot raziskave je bila na nek način razklepanje molka, ker mnogi naši pričevalci so o svojih izkušnjah prvič spregovorili ravno v okviru tega projekta. Zdaj tukaj sem samo schematsko nakazala, o tem lahko kasneje še več govorimo, kako je nastajala ta zgodba, se pravi nekako na presečišču treh velikih skupin, biografij, potem velikih prelomnic, kot so bile vojne, in pa večjih procesov družbeno-zgodovinskih, kot na primer uveljavljanje meščanstva, pomen izobrazbe, tudi uveljavljanje žensk in tako dalje. Sama metodologija je pa temeljila na ekipi, kjer smo združili več različnih ved, na nekem zelo obsežnem arhivskem raziskovanju, kot sem že omenila, zajeli smo 5 držav in pa 3 celine. Potem smo izvedli več kot 40 raznih obiskov, dokumentiranja pričevanj v zasebnih arhivih in pa obsežno terensko delo. Tudi več kot 40 teh lokacij smo obiskovali strokovnjakov, s katerimi smo pa tudi zapolnjevali luknje, ki smo jih imeli v svojem znanju. Zdaj, projekt se je začel leta 2021 in je trajal 4 leta. Zdaj, posebnost tega projekta je ta, saj z mojega vidika, da je k nam pristopila družina. In sicer družina se je povezala z znanstveno-raziskovalno ustanovo in potem v nekem medsebojnem dialogu je dejansko nastalo eno zelo plodno javno-zasebno partnerstvo, ker je družina ne samo zelo vsebinsko sodelovala, ampak tudi precej financirala. Financirala raziskavo. Ravno kaj sem prebolela, namreč gripo. No. Se ta lepa slika je primeren spomenik našemu projektu, namreč gre za direktorja ZRC SAZU in pa naročnika in nosilca raziskave. Glavna posebnost je bila tudi torej ta večdisciplinarnost in pa to, da smo raztegnili časovni lok na 150 let in da smo zajeli več kot 150 oseb. Danes jih ne bom predstavljala, 150 samo 2, tako da ne se strašiti. Ampak šlo je res za eno veliko vzorc, na podlagi, kjer smo lahko razbirali velik del polpretekle zgodovine. Zdaj bom malo prelistala, kako je to delo potekalo, zato da nastane vtis, na kakšen način vse smo zbirali gradivo. Torej, šlo je za obsežno terensko delo, Dunaj je bil izjemno pomemben kot središče Avstro-Ogrske monarhije, ker v času seveda te monarhije je tudi živela družina. Potem smo raziskovali v Bosni, v arhivu v Banja Luki, srečevali smo se z različnimi strokovnjaki. Zelo pomembno za nas je bilo delo v Beogradu, seveda kot središču nekdanje skupne države. Potem je šlo tukaj za zbiranje pričevanj sorodnikov, tistih, ki so poznali družino, za dokumentiranje zasebnih arhivov. Smo vse skozi, vse skrbno snemali in pa beležili, tako da smo sočasno sistematično urejali gradivo, ki je bilo potem podlaga analizi in pa interpretaciji. Imeli smo v ekipi tudi snemalca in pa novinarja oziroma dokumentarista med drugim. Na srečo imamo na voljo zdaj tehnologije, da smo dosegli tudi Združene države Amerike in pa Avstralijo. No, kot rečeno, smo pa velik del energije posvečali tudi konkretnemu terenskemu delu na lokacijah, ki so bile pomembne za družino, ker v ospredje smo vedno v tej raziskavi postavljali posameznika in pa zavedali smo se, da velik del gradiva
obstaja v družinskem spominu. Tako da smo dejansko mogli pogosto samo iz fragmentov rekonstruirati zgodbe. In ravno izkušnja družine Conte je ena najmočnejših izkušenj v tem projektu, ker je dolga leta živela z izkušnjo te represije Golega otoka in pa precejšnjega števila aretacij in se o marsičem v tej družini pač ni govorilo. In prav raziskovanje takih zgodb je seveda razklepanje zgodovinskega molka, ki potem ni samo zgodovina družine, ampak tudi del zgodovine 20. stoletja. Tukaj je še nekaj podob, kako smo to delali. Večkrat smo se sestajali s člani družine in pa s pričevalci, zato ker pri ustni zgodovini je treba pogosto vrteti več krogov, da se spomini zares razživijo, da se pripoved razživi. Potem smo se pogovarjali tudi z mnogimi, ki so poznali družino, tudi z nekaterimi vidnejšimi strokovnjaki. Tukaj se pogovarjamo v Bosni z lokalnimi zgodovinarji, to je bila ena taka zelo fina, improvizirana delavnica v lokalni gostilni, izjedli smo pa ogromno. Obiskali smo tudi pričevalce na domu, tole je gospod Zoran iz Sarajeva. Ne samo, da je bil sorodnik družine, tukaj vidimo, da je tudi pomembno prispeval recimo k olimpijadi v Sarajevu leta 1984. Tako da tekom raziskave so se odpirali še razni različni konteksti, ki jih je bilo mogoče potem obleči na te posamezne biografske zgodbe. Tukaj smo v Zagrebu, pa na prelepem vrtu družine Dobovišek v Ljubljani. Pogovarjali smo se z zgodovinarjem prava v Jugoslaviji in pa z dr. Previšičem, ki je napisal monografijo o Golem otoku. Tudi sama skupina raziskovalna smo imeli večkrat interne delavnice, kar je pa še posebej pomembno. Stalno smo sodelovali z družino in jo obveščali o tem, kaj delamo, kako delamo, predstavljali sprotne rezultate in potem seveda tudi dobivali povratne informacije. In tukaj na tej delavnici, na primer, smo razgrnili rodovnike, ki smo jih sestavili in potem so člani družine, na primer, dopisali svoje podatke, zgodbe. Skratka, tukaj je šlo za neko tako stalno prepletanje in pretakanje informacij. Tako da toliko samo to malo za občutek, na kakšen način je raziskava potekala in kako kompleksno je raziskovanje družinske zgodovine. Zdaj, začeli smo z družino Oblak z Vrhnike, tole je domačija Kralevše, ki še stoji. Začeli smo sredo 19. stoletja, tukaj sta začetnika te družine. Sledili smo potem njunim 6 otrokom vse do danes. Zraven smo priključili družino Dobovišek iz Šentjurja in sledili njenim potomcem, dokler nismo potem prišli do povezovalne osebe vseh 3 družin, ki vse 3 družine združi. Namreč gospa Neda, hčerka Avgustina Oblaka z Vrhnike, se je poročila v družino Dobovišek, njena hčerka pa se je potem poročila v družino Conte. In gospa Neda je na nek način vstop oziroma vozlišče vseh teh 3 družin. Bi pa rada tukaj opozorila še na en vidik te naše raziskave, namreč gospa Neda Dobovišek je bila tudi ena prvih diplomiranih gradbenih inženirk na Slovenskem in ta kontekst uveljavljanja žensk v znanosti v 20. stoletju je v monografiji precej poudarjen. Njena snaha oziroma svakinja je bila prva gradbena inženirka sploh, diplomirala leta 1932 in v tej monografiji sledimo večjim takim rdečim nitim. Ena je torej ta o ženskah, potem sledimo, kako se je ena družina iz kmečkega zaledja prebila v meščanstvo po izobrazbi in tako dalje. Tako da zdaj pa prehajam na družino Conte, ki je pravzaprav osrednji del tega mojega predavanja. In družina Conte, tukaj vidimo očeta in pa mamo. Mama je bila iz Istre, oče je bil iz Metlike in je bil poštni uradnik, zato se je družina precej selila, živeli so v Pulju, Trstu, Kopru. Družina je imela 2 sinova in sicer tukaj vidimo na levi moji Vilibalda Conteja in pa Ivana Conteja, o njima bo danes govora. Rada bi še povedala, da ta družina je, v tej družini so govorili italijansko, govorili so slovensko, nemško, tudi srbo-hrvaško seveda in fanta sta že od vsega začetka imela nek tak široko obzorje,
To je neka pač taka transnacionalna svetovljanska družina in kot bomo videli kasneje, je bilo tudi pomembno pri njuni poti. Zdaj prihajamo na Vilibalda Conteja. To je torej tisti starejši brat, o katerem smo pravzaprav vedeli samo nekaj podatkov. V družinskem spominu pa je živela pripoved oziroma vedenje, da je bil tudi zelo pomembna osebnost komunističnega gibanja med obema svetovnima vojnama. No in potem v raziskavi se je pokazalo, da je bilo temu res tako. Zdaj, Vilibald Conte se je rodil leta 1908 v Pulju. Takrat je bilo to eno najpomembnejših pristanišč Avstro-Ogrske, skratka neko svetovljansko mesto na prepihu različnih vplivov in pa kultur. No, ampak ker se je družina, kot sem rekla, veliko selila zaradi očetove službe, je potem v 20 letih maturiral na 3. državni realni gimnaziji v Ljubljani, to je današnja gimnazija Bežigrad, in se isto leto še potem upisal na študij montanistike oziroma rudarstva na takratni tehniški fakulteti v Ljubljani. In tukaj bi rada, da nam ta podatek ostane v spominu, zato ker on je bil visoko izobražen, sodil je v krog neke tehnične inteligence in to se je potem tudi kasneje v njegovem delovanju stalno kazalo. Se je pa že kot študent pridružil, bil postal politično aktiven. Že leta 1928 je sodeloval pri ustanavljanju kluba neodvisnih akademikov, ki ga je potem oblast prepovedala. Leta 1929 je že postal član Komunistične partije Jugoslavije in hitro, pač tudi po dokumentih, ki so ohranjeni v arhivu Republike Slovenije, postal eden vidnejših aktivistov slovenskega komunističnega gibanja. Med drugim radi poudarjamo, da je sodeloval pri eni najvidnejših akcij tega medvojnega komunističnega gibanja skupaj z Borisom Kidričem, Tometom Tomšičem, Edvardom Kardeljem in Stanetom Osvaldom so na obletnico oktobrske revolucije na Ljubljanskem gradu spustili ognjemet. To je bilo seveda potem predmet policijske preiskave, mislim, da je bil samo Kidrič potem obsojen, ampak delovanje Vilibalda Conteja se je stopnjevalo in leta 1931 je bil prvič aretiran zaradi komunistične dejavnosti. Ker pa, kot vemo, je bila stranka prepovedana že leta 1921, so med seboj mladi zagreti komunisti komunicirali v tajni pisarni. Tukaj imamo en primer te šifrirane pisave, s katero je pa on tudi komuniciral s svojim bratom. Namreč videli bomo kasneje, da je Vilibald močno vplival tudi na brata Ivana, ki je bil potem tudi blizu tej komunistični ideji. Skratka, Vilibald Conte je bil, kot sem rekla, leta 1931 prvič areteran in pa obsojen na kazen, ki jo je prestajal v Požarovcu. To je bilo 7 mesecev kazni. Ko je bil izpuščen, pa ni prenehal s to dejavnostjo, čeprav je očetu tako obljubil, ampak je še nadaljeval. Naprimer, tukaj sem pokazala, bil je avtor tudi mnogih letakov in pa konceptov, ki so spodbujali delavce v takratnih večjih tovarnah k stavkam. On je bil organizator nekaterih teh največjih stavk in tudi zaradi tega seveda je bil v policiji nenehno trn v peti. Tukaj je prva stran obdolžnice. Namreč Vilibald Conte je leta 1933 in 1934 deloval kot organizacijski sekretar pokrajinskega komiteja Komunistične partije Jugoslavije za Slovenijo. In ker je pri njemu doma bil hranjen velik del arhiva in so ga v eni od policijskih racij odkrili, je bil seveda areteran in z njim še ena večja skupina komunistov in obsojeni so bili na take ali drugačne kazni. Dejstvo je, da je Vilibald Conte dobil najhujšo in najstrožjo kazen v skupini. Obsojen je bil na 4 leta robije in 5 let izgube državljanskih pravic. Kazen je prestajal v kaznilnici Sremska Mitrovica in sicer od leta 1934 do 1938. In ta del zaporne kazni je za njegovo delovanje zelo pomemben, ker
Kot sem rekla, komunistična partija je bila prepovedana, kaznilnice so bile polne komunistov, Maribor, Lepoglava, predvsem pa Sremska Mitrovica. V Sremski Mitrovici, takrat, ko je bil tam zaprt Vilibald Konte, je bila celo največja komunistična celica v Kraljevini Jugoslaviji, več kot 100 komunistov je bilo tam zaprtih. In ker so si komunisti s časoma v teh kaznilnicah izborili nekoliko milejši režim kot drugi zaporniki, namreč trdili so, da so oni politični zaporniki, ne pa zlikovci in kriminalci, so se v zaporu družili, imeli so predavanja, izmenjavali so si literaturo, pisali so in so imeli neko razmeroma aktivno družabno življenje. No in v tej kaznilnici Sremska Mitrovica se je zgodil tudi eden najmočnejših dejanj tako imenovanih frakcijskih bojev v medvojni komunistični partiji, namreč v 30 letih so se začeli boji, kdo bo prevzel, kdo bo postal generalni sekretar komunistične partije Jugoslavije po Gorkiču. Več je bilo pretendentov, med njimi recimo Petko Miletič, ki je bil zaprt ravno v Sremski Mitrovici, in te boji so na ta način potem frakcijski dosegli tudi zapornike v tej kaznilnici, prišlo je celo do nekega fizičnega obračunavanja med njimi in na koncu po intervenciji vodstva takrat komunistične partije v emigraciji je prišlo do tega, da je bil del komunistov v Sremski Mitrovici obtožen frakcionaštva in tudi Petko Miletič je na ta način padel v nemilost in potem njegova usoda ni bila naklonjena nadaljevanju njegove politične kariere in to je bila pravzaprav tudi na nek način prelomni dogodek, ki je potem utrdil Titovo pretendentstvo za generalnega sekretarja. No, Vilibald Konte, sicer v arhivu Jugoslavije obstaja fond kaznilnica Sremska Mitrovica, kjer med drugim obstajajo seznami ilegalnih imen takratnih komunistov, tukaj vidimo nekatera vidnejša imena, recimo Andrija Hebrang, pa potem Moša Pijade. Vilibald Konte si je nadel ime Grof, ampak seveda iz tega arhivskega gradiva ni bilo moč povsem razbrati, na kateri strani je bil Vilibald Konte, vendar glede na njegovo kasnejšo usodo lahko domnevamo, da je bil na strani, ki Titu ni bila najbolj naklonjena. Ker namreč eno osrednjih vprašanj raziskave te družinske zgodovine je bilo, zakaj je bil Vilibald Konte med prvimi aretiranimi in zaprtimi Inform birojevci. Tako da tele seznami so kar zanimivi in dragoceni, ker pokažejo tudi na to življenje v kaznilnici Sremska Mitrovica in pa iz teh dokumentov je precej razvidno zelo močna vloga Moša Pijade, ki je zato, da bi obtožil frakcionaštvo, izvedel večurni govor svojim kolegom, ki te je obtožil frakcije in obrazložil, zakaj določena skupina pade v nemilost. Seveda je Vilibald Konte stalno komuniciral z družino. Tole razglednico sem tukaj dala, zato ker je na njej sicer mogoče malo slabše videti, tam je napis zgoraj cenzurirano, seveda je bila vsa korespondenca pod strogim nadzorom, ampak kot rečeno, glede na to, da smo se mi osredotočali na družinsko zgodovino, nas je zanimalo tudi, kakšen vpliv so imele te zaporne kazni na družine. Tukaj seveda je bila korespondenca eden temeljnih virov. Zdaj, ko se je Vilibald Konte vrnil iz Sremske Mitrovice, se pravi leta 1938, se je zaposlil kot rudarski strokovnjak in sicer takrat se je tudi poročil z Marijo Maraš. Rodili so se mu 4 otroci, nažalost je najmlajša Mija umrla zaradi bolezni in to je bilo leta 1941, takrat so tudi Vilibalda Konteja ga je aretiral ustaški režim, ampak po posredovanju prijatelja, vplivnega pravnika, so ga takrat ravno zaradi družinske tragedije tudi izpustili.
No, potem pa ostali otroci pa so potem tudi preživeli, tudi dvojčka, Boris Marko in pa Vili Matjaž Konte. Leta 1943 se je Vilibald Konte pridružil partizanom, in sicer partizanom na Hrvaškem. In že zelo kmalu je postal aktiven v Zavnohu, to je bil neke vrste organ, ki je že takrat, torej leta 1944, 1943 in 1944 načrtoval izgradnjo Hrvaške, kakršna ni bila po osvoboditvi. In Vilibald Konte je tukaj imel pomembno vlogo, bil je celo imenovan za referenta za povojno gospodarsko obnovo države Hrvaške. Tukaj je sodeloval z enimi pač najvidnejšimi predstavniki takratnega političnega življenja. Po vojni, ko se je končala vojna, je Vilibald postal direktor rudnika rjavega premoga v Raši. Tukaj je ena taka slika, ki kaže na to, kar je mogoče razbrati iz spominov Vilibaldove hčerke Jane Konte, ki je zapisala nekaj svojih spominov in zapisala, da je bilo obdobje, ki ga je družina preživela v Raši, najlepše obdobje njihove družine. Imeli so vilo z vrtom in sama je poudarila, da so imeli celo frižider, kar je bilo zanjo simbol razkošnega družinskega življenja, ki pa je trajalo zelo malo časa. Namreč kmalu se je Vilibald Konte z družino preselil v Beograd, zato ker je postal generalni direktor Direkcije za premog Ministrstva za rudarstvo Federativne ljudske republike Jugoslavije. Takrat je veliko potoval, imel tukaj potni list, potoval je v Sovjetsko zvezo, na Madžarsko, po Jugoslaviji. In je pa tako, iz zapiskov in pa spominov izhaja, da je ostajal, jaz temu rečem, na nek način idealist. Namreč še vedno je kritiziral položaj delavcev, zavzemal se je predvsem za boljši položaj rudarjev, krajši delovnik. Opozarjal je, da živijo v neprimernih razmerah tudi njihove družine. Skratka, ostajal je glasen in pa kritičen. In nenazadnje po spominih njegove hčerke Jane je kritiziral tudi Tita, konkretno, kritiziral je, da si je nadel diamantni prstan, da se je vselil v vilo na Dedinju. Tako da verjetno je šlo za kombinacijo večjih dejavnikov, da je namreč ob izbruhu spora z Informnim birojem že julija leta 1948 Vilibalda Konteja doletela aretacija in pa zaporna kazen. Njegova družina je ravno tako občutila te posledice, morali so se izseliti iz stanovanja v Beogradu v neko zelo revno stanovanje na obrobju mesta, kjer so si potem eno sobo delili še z neko drugo muslimansko družino, kot navajajo. Tako da je dejansko nastopilo zelo težko obdobje za to družino. In ko so vzpostavili taborišče na Golem otoku, je bil Vilibald Konte poslan direktno tja. Da so bile razmere krute, lahko razberemo iz korespondence. Namreč njegov brat, ki bomo videli kasneje, je bil ravno tako aretiran kot Ilejevec, vendar ni bil na Golem otoku, ampak na Svetem Grgovju. Ampak verjetno so informacije vendarle na nek način krožile, ker tukaj piše domov Ivan, v brigi sem za Vilitovo zdravje. In dejansko se je potem izkazalo, da je Vilibald Konte težko prenašal to svojo kazen in da je hudo zbolel in za posledicami te bolezni tudi umrl. In v gradivu umrlih na Golem otoku je zapisano, da je umrl oktobra leta 1951. Rekonstruirali smo, da je umrl v Ljubljani v vojni bolnici, ne na Golem otoku. Kar pa je tragično v tej zgodbi, pa je to, da njegova družina za to več mesecev ni sedla in da je njegova žena, ko je pač izgubila kontakt in slutila, da nekaj ni v redu, obiskovala in hodila od funkcionarja do funkcionarja, so ji povsod zapirali vrata. Zdaj, po pričevanju naj bi se je usmilila tajnica enega od funkcionarjev in ji povedala, da je Vilibald Konte pokopan na Žalah, in sicer tam, kjer ležijo padli italijanski vojaki.
dejansko se je to izkazalo kot resnično in Mara Conte, vdova, je potem dosegla prekop njegovih posmrtnih ostankov v družinsko grobico leta 1952 in to je pravzaprav zadnji tak dokument njegove žalostne zgodbe. In dejstvo je, da do nedavnega, ko smo se pač lotili te raziskave, je bil praktično pozabljen in kar je predvsem zanimivo glede na to, kakšno vlogo je imel pri tem medvojnem komunističnem gibanju in da nekatera imena so seveda ostala vidna in poudarjena, njegovo pač ne. Zdaj prihajam pa na njegovega mlajšega brata, to je Ivan Conte. Ivan Conte je bil pa rojen leta 1910 prav tako v Pulju in tudi njegova mladost seveda je bila večjezična, tekoče je govoril več jezikov. Tudi on je maturiral na 3. državni realni gimnaziji v Ljubljani, potem pa je na očetovo željo vpisal Pomorsko vojno akademijo v Dubrovniku, ki jo je leta 1931 tudi uspešno končal. Dejstvo pa je, da si je sam vedno želel študirati pravo in je kasneje tudi večkrat dopisal ta študij, enkrat v Beogradu, enkrat v Ljubljani in v Ljubljani celo dosegel stopnjo absolventa. In ta študij prava, kot bomo videli potem kasneje pri njegovi usodi, igral kar pomembno vlogo. No, Ivan Conte je potem, ko je končal Pomorsko akademijo, postal kapetan bojne ladje, potem je končal tudi šolanje za letalskega izvidnika, služil je v mornarici, hidroplanski eskadrilji na vojaških ladjah po celotni Dalmaciji in postal častnik Jugoslovanske mornarice in vojaški pilot. Kot sem rekla, je pač vse skozi se potem posvečal tudi pravu. Leta 1938 pa se je poročil z Ivo Conte. Iva Conte ga je obiskovala že predtem tudi v Dalmaciji in fotografije in pa korespondenca kažejo, da sta Iva in pa Ivan Conte že pred poroko pa tudi potem pripadala in živela nek način življenja, bomo rekli kar neke vrste jugoslovanskega meščanstva. Bila sta izobražena, oba kulturna, skratka neko lepo življenje med vojno se jim je kazalo. Imela sta potem tudi dva otroka, ampak potem nekoliko kasneje. Bila sta povezana z več vidnejšimi ljubljanskimi družinami. Tukaj na primer vidimo družino industrialcev Bonač. Zdaj povezava z družino Bonačev je bila v tem, da je Iva že kot mlada deklica osirotela in potem so jo Bonači praktično posvojili in je z njimi živela, dokler se ni osamosvojila in te povezave so potem trajale celotno življenje. Zdaj, ker pa je bil Ivan oficir Jugoslovanske kraljeve vojske, je bil v času italijanske okupacije, tako kot cela vrsta častnikov, oficirjev, interniran v Gonars in pa Padovo. In sicer leta 1942. Po kapitulaciji Italije pa je Ivan, ne da bi se vrnil domov, odšel direktno k svojemu bratu v Hrvaško Zagorje, v Golubovac, kjer sta se potem leta 1943 oba dva pridružila hrvaškim partizanom. Ker pa je Ivan Conte imel veliko znanja z področja letalstva, radarske službe, je bil kmalu na podlagi dogovora med zavezniki in pa Titom poslan v zavezniško vojno letalstvo v Severno Afriko in postal je vojni pilot RAF-a. On se je takrat tudi intenzivno učil angleškega jezika in se naučil odlično govoriti angleško, kar je kasneje mu mnogo pomagalo. Njegova naloga kot vojnega pilota in njegovih kolegov je bila, da so prepeljavali zavezniška letala iz Zahodne Afrike v oporišča v Vzhodni Afriki. In Ivan Conte, ki nam je prav tako zapustil kar nekaj strani svojega življenjepisa, v njem piše, da je bilo to eno najlepših obdobij njegovega življenja in opisuje predvsem res zelo slikovito
da sta se s kolegom Priklom podala z avionom preko ekvatorja in velja za prvega partizanskega letalca, ki je preletel ekvator. Ampak to potem ni trajalo zelo dolgo, on se je potem vrnil in po koncu vojne takoj vključil v izgradnjo nove države, ponovno spet zaradi teh svojih znanj, zlasti radarske službe. Z družino se je preselil v Zemun, kjer je bil tudi sedež jugoslovanskega vojnega letalstva in tam deloval, bil je tudi med drugim delegat na Pariški mirovni konferenci, kar pomembno in intenzivno prispeval k novemu sistemu. Vendar pa, ko je izbruhnil Informbiro in so aretirali njegovega brata Vilija, je sam pred prijatelji in znanci zelo glasno brata zagovarjal, da je aretiran po krivici, nedolžen, pri tem tudi kritiziral sistem. Nekdo od teh prijateljev, tragično je to, da je bil to prav njegov kolega v vojnem letalstvu, ga je naznanil in tudi sam Ivan Conte je bil aretiran in zaprt. Sprva v Zemunu, kjer so ga zaprli v samico, tukaj jo je sam izrisal, to je bilo pod stopnicami, majhen prostor, kjer je pisal, da se ni mogel niti zravnati. Potem so ga tudi v druge zapore prestavljali, kjer je bil, recimo Stara Gradiška, kjer je bil deležen tudi mučenja. Bil je v Bileči in je bil na koncu obtožen sodbo vojaškega sodišča v Beogradu leta 1949 zaradi agitacije in propagande. Obtožen je bil na več let in dejansko je on potem v različnih zaporih, na samem Gornjem otoku sicer konkretno ni bil, bil je pa na Svetem Grbolju, kjer je doživel tudi največjo kalvarijo, kakor jo sam opisuje, ampak dejansko je bil zaprt več kot 6 let. In ko je prišel leta 1954 na svobodo, je bil brez čina, brez državljanstva, brez službe in vrnil se je v družino, ki je bila odtujena. Namreč v času njegovih zapornih kazni v odmorih sta odraščala oba njegova otroka. Vendar pa je ta zgodba Ivana Conteja tudi zgodba o izredni moči preživetja. Namreč on si je leta 1955 ponovno dobil državljanstvo in to je bila podlaga, da je lahko začel novo življenje. On je dejansko moral začeti iz nule. Pri tem mu je pomagal družinski prijatelj in zaposlil se je kot knjižničar na Heidrichovi, torej na vodarskem oddelku Fakultete za gradbeništvo. In kmalu je potem tudi naredil izpit za bibliotekarja, zelo uspešno, sočasno je vpisal študij germanistike, se pravi jezikov, ki ga je tudi zelo uspešno končal, namreč tukaj mu je pomagalo to znanje angleščine, iz časa druge svetovne vojne, ko je pilotiral pri RAF-u in postal je leta 1966 lektor za angleški jezik na Filozofski fakulteti, kjer je služboval potem do upokojitve zelo uspešno. On je med drugim avtor slovnice angleškega jezika, ki še danes velja za eno temeljnih referenc na področju učenja angleščine. Uvajal je audiovizualne metode, čist inovativne, skratka imel je neko drugo zelo uspešno kariero. Moj vtis, oziroma ko smo se pogovarjali s študenti, z ljudmi, ki so ga poznali, se ga vsi spominjajo kot izjemnega profesorja, priljubljenega profesorja, velikega vljudnega gospoda. Vendar pa je bila tukaj še ena plat, s katero se je soočal, to so bile seveda te posledice dolgoletne zaporne kazni. Namreč on si je nenehno prizadeval za rehabilitacijo. Tukaj mu je pa zelo pomagalo pravno znanje, ki ga je imel, in to je bila dolgoletna, dolgotrajna borba. On je dosegel, namreč on je v Stari Gradiški, to zelo opisuje, ko so jih zapornike pripeljali, ne v Stari Gradiški, na Sveti Grgur, na otok, so šli skozi tako zvani špalirane, se pravi, da so jih slovetniki pretepali. Rekel je, da je imel sodbo vojaškega sodišča zavezano na vrvici okrog vratu in da jo je takrat zgubil. Se pravi, on neke podlage pravzaprav ni imel v rokah, ampak je dosegel rekonstrukcijo sodbe vojaškega sodišča, predlagal je celo, da njega samega ponovno zaslišijo,
da priča o tem dogodku in dejansko je bila to zadostna pravna podlaga, da je bila ta sodba potem razveljavljena in da je bil pravno rehabilitiran. In tukaj bom kar navedla, ta njegova prizadevanja so mu prinesla priznanje žrtve vojnega nasilja, status bivšega političnega zapornika in udeleženca NOB oziroma vojnega veterana v 90-ih. Sodno pa je bil rehabilitiran tudi njegov brat, to moram povedati, sorodniki so dosegli priznanje statusa žrtve leta 2009. Zdaj, rada bi še omenila to z vidika raziskovanja družinske zgodovine, kako pomembni so družinski arhivi. Namreč Ivan Ponte je pisal mojo biografijo, ročno, potem jo je pa natipkal, to je tudi datum tukaj leto 96, zelo podrobno opisuje svojo izkušnjo zaporne kazni, ki jo je naslovil Trpljenje. Zdaj, koliko je bilo to znano družini, koliko se je o tem vedlo širše, moj vtis je bil, da ne. In marsikdo, ki je poslušal njegovo zgodbo, ko sem prisotna, je bil odkrito osupal, ker niso vedeli, kakšno izkušnjo je dal skozi. Da pa je bil on previden, predvsem verjetno tudi z vidika zaščite družine, dokazuje tudi določeno gradivo iz Arhiva Slovenije, se pravi, da je bil pod nadzorom in da so ga sledili še kar precej let po izpustitvi iz zapora. Zdaj, Ivan Ponte in njegova žena sta dočakala visoko starost in se pravi, seveda za razliko od Vilija je tudi ostala oziroma zapustil kar nekaj sledov v tem našem kolektivnem spominu. Tukaj je ta slovnica angleškega jezika, pred leti je izšla knjižica, ki opisuje njegovo življenje jugoslovanskega častnika, pilota in pa kapetana vojne ladje. Prav pred nedavnim pa so na Filozofski fakulteti postavili razstavo na krilih besed, ki osvetljuje ta del njegovega življenja, ki ga je živel kot jezikoslovec oziroma lektor angleškega jezika. In medtem ko Vilibalda Ponteja, njegova zgodba pa prvič obširna je predstavljena, stoji pač v tej monografiji kot rezultat naše raziskave. Tako da je to njuna zgodba. Zdaj, na koncu seveda, prehajam na razpravo oziroma na to vprašanje, zakaj v bistvu je pripovedovanje teh zgodb pomembno danes, kaj nam lahko pove. Zdaj, odgovor je seveda na nek način samoumeven, ampak tudi večplasten. Na eni strani nam pomagajo take zgodbe razklepanja nekega molka, klesanja iz pozabe, še boljše in pa bolj plastično razumeti, kako delujejo različni politični sistemi, kako nastajajo tudi molki, kako razne ideologije, spremembe režimov vplivajo na zasebno življenje in tudi kako se travma lahko prenaša med generacijami. Tudi to je bil del našega projekta, namreč sodelovali smo tudi s psihologijo in se spraševali, kako in zakaj se različne izkušnje prenašajo iz roda v rod. Hkrati pa seveda ta družinska zgodovina kaže tudi ta človeški, intimni obraz in razumevanje zgodovine. Na eni strani seveda govorimo o komunizmu, revoluciji, Forum biroju, Golem otoku, ampak seveda pri tem govorimo tudi o očetih, materih, družinah, otrocih, ki so bili stigmatizirani, o molku, pa kot sem rekla tudi kljub vsemu o nekih močnih zgodbah preživetja. Se pravi, to je ta zgodovina od spodaj in tudi to, zaradi tega je ta pomen zgodovine. Tukaj sem nanizala nekaj teh procesov oziroma dogodkov, skozi katere je šla ta družina v 150-letnem loku, če ga gledamo. Ne samo seveda Vilibald in pa Ivan. Tako da, skratka, vsi ti procesi seveda so vplivali na družine, na posameznike in vse to gledanje na družinsko zgodovino in pisanje nekih takih osebnih zgodb kaže, da seveda ta zgodovina večja, širša ne obstaja brez teh osebnih usod in da še dodatno
nujen del zgodovine ni samo to, kar vemo in poznamo, ampak tudi to, kar je bilo zamolčano. In samo na ta način seveda se potem lahko ta zgodba 20. stoletja, ki smo ga pravzaprav danes osvetljevali, tudi dodatno razume in pa osvetli. Tudi na tej točki se vam zahvaljujem za pozornost in vas res vabim, da skupaj mogoče še razmislimo, kaj sta nam te dve zgodbe mogoče pokazali in zakaj mogoče vi mislite, da so pomembne in pa sploh mogoče tudi zakaj je pravzaprav družinska zgodovina, raziskovanje družinske zgodovine, kakor lahko opazujemo, zelo močen trend. Tega je vedno več in očitno je tukaj neka silovita potreba, da se osvetljujejo te dogodki na različne načine. Tako da hvala lepa.